Kako je mogoče, da smo pri drugem največjem infrastrukturnem projektu v državi, 2,3 milijarde težki tretji razvojni osi, po 19 letih še kar na začetku? Kdo je kriv, da dokumenti v predalih stojijo tudi po več mesecev, preden jih uradniki vzamejo v roke? In kdo je dobro zaslužil, ker trasa poteka ravno čez njihova kmetijska zemljišča? 24 ur Fokus tudi o tem, da je država v vseh teh letih zgradila le en viadukt in le nekaj začetnih metrov nove hitre ceste. Verjetno ste tudi sami videli, ko ste se pripeljali na Koroško, da so slednje ceste zelo slabe. Časovnica, ki je bila sprejeta v državnem zboru, že ob sprejemanju ni bila realna. Ogromno tovornjakarjev, šleperjev, tudi če se hočejo, se na nek način niti ne morejo umakniti. Je v predalu vloga ležala več kot pol leta, kar je zelo nedopustno. Sa desne strane stene, kamenje, pogledaj. Sad ide, pogledaj na gledalo, skroz pa mimo prikolica, skroz na levoj strani. Dokler sedimo na sestankih in kimamo, ne bomo dosegli nič. Pa bom upam, da probali čim prej. Prav? Ja, prav, najlepša hvala, adijo. Zdravstveno-reševalni center Koroške. Delam preko 25 let na reševanju. Trenutno delam na Reani Mobilo. Nujna medicinska pomoč po domače. Tako, nujna medicinska pomoč. Lani so imeli več kot 5200 intervencij. Zgolj v 34 jih je prišel na pomoč helikopter. Veliko večino pacientov so torej do zdravniške oskrbe prepeljali po slabih cestah. Jaroš je skupaj s kolegi reševalci lani prevozil skoraj 300 000 kilometrov. Sploh pacienti, ki je poškodovana kakšna hrbtenica, mora biti vožnja čim bolj udobnejša, mirna. Žal je v naših cestah to zelo težko izvedljivo. Od najbolj odročnih krajev se do Štajerske avtoceste vozijo tudi dobri 2 uri. Tudi nenujna medicinska pomoč, tako imenovani prevozi na preglede, operacije, so včasih za paciente nočna mora. Če ima na primer nekdo iz Ribnice na Pohorju operacijo v ankaranski ortopedski bolnišnici Valdoltra ob 7 zjutraj, mora rešilec iz garaže zapeljati sredi noči, malo po 2 uri. Ko bo izgrajena ta hitra cesta, je ta časovni okvir neprimerljiv. Plus tega pa bi bila vožnja zelo bolj udobna, pa predvsem varnejša. Dobro leto in pol je šele mimo, odkar so vrh Darsa in takratni minister za infrastrukturo takole simbolično začeli graditi na tretji razvojni osi in pogumno napovedali, da se bodo Korošci po delu hitre ceste zapeljali do konca leta 2027. Natanko 610 dni kasneje imamo le nekaj začetnih metrov hitre ceste. Gradi se malo in počasi, projekt blokirajo zapleteni birokratski postopki, med drugim težave s pridobivanjem gradbenih dovoljenj. Obljube Darsa so bile že ob sprejemu zadnje časovnice nerealne, je kritična zdajšnja infrastrukturna ministrica. Seveda tega takrat na glas ljudem ali pa tudi v državnem zboru ni povedal nihče. Obljube, kdaj bo končana tretja razvojna os, so bile popolnoma realne. Tako ministričine navedbe zavračanjem predhodnik Jernej Vrtovec. Če pa se potem takem zatika pri pridobivanju gradbenega dovoljenja in se gradbeno dovoljenje, recimo za en odsek tretje razvojne osi, namesto 1 leta pa pol leta čaka 2 leti, to pa ni problem potem ministra za infrastrukturo, ampak splošne zakonodaje. Časovne zamude bodo zdaj na ukaz Bratuškove poskušali reševati s sestanki vseh vpletenih. Ustanovili so novo medresorsko skupino. Darsove ocene so konec leta 2028. Vztrajamo na tem, da se to res natančno preveri. Je res za en odsek dolg 12 in nekaj kilometrov potrebna gradnja 4 leta? Ali se to da nekoliko optimizirati? Ta hip je najbolj kritičen del, tako Dars, urejanje dokumentacije. Največ težav je pri pridobivanju raznih dovoljenj, se pravi v teh upravnih postopkih. Tretja razvojna os.
Ko in če bo zgrajena do konca, bo povezovala sever in jugovzhod Slovenije, od meje z Avstrijo do meje s Hrvaško. Na tako imenovanem severnem delu je državni prostorski načrt sprejet za dva dela. 14 km od Šentruperta do Velenja in 17,5 km od Velenja do Slovenj Gradca. Gradi se zgolj na enem gradbišču, viadukt na Jenini pri Slovenj Gradcu. Razcep Gabrke je dejansko edini odsek med Velenjem in Slovenj Gradcem, ki je končan. Gre za precej mogočen viadukt, ki je pravzaprav nadvoz nad bodočo hitro cesto. Čeprav jo že označujejo table, pa niso zgradili še niti metra hitre ceste. Tam se dobimo z Andrejem Grobelnikom, predstavnikom najbolj aktivne civilne iniciative. Razočarani smo bili pravzaprav že drugi dan po prvi lopati, ko so odpeljali tisti simbolični bager iz Jenine. 6 mesecev potem se na tistem travniku ni zgodilo nič. Žal sami sebi mečejo polena pod noge. Torej, določi drugi najpomembnejši infrastrukturni projekt, določi, kjer bo potekala trasa, potem pa ta ista ministrstva, ki so izdala okoljevarstveno dovoljenje, ki so bila zraven pri načrtovanju te trase, ne izdajajo gradbenih dovoljenj. Županom Slovenj Gradca pa se dobimo na Jenini, kjer počasi nastaja 15 metrov visok viadukt. Nekaj 10 gradbincev v teh mesecih nariba prve metre hitre ceste na stebre viadukta. Tam bo cesto speljal v dolino Velunje, ki velja za gradbeno najbolj zahteven del trase 3. razvojne osi. Glede na to, da je bil leta 2014 že državni prostorski načrt sprejet, družba, ki pa gradi to avtocesto Dars, pa še danes dobiva določene zahtevke za pripravo določenih mnenj, študij, dokumentacije, pridobiva gradbena dovoljenja, vemo, da neki na tem najvišjem nivoju ne štima. Konkreten primer, vloga Darsa za izdajo gradbenega dovoljenja za en del je v predalu stala več kot pol leta, preden jo je nek uradnik sploh prijel v roke. Ta uradnik najbrž ni s Koroške. Če bi se ta uradnik vozil vsak dan po teh cestah, ki bodo z sončnimi dnevi in toplejšimi dnevi postale tudi krvave, bi verjetno ta mapa z dokumenti bila obdelana veliko prej. Nedopustno in res apeliram, zahtevam, da se čim prej najvišji nivo vseh odločevalcev usede za isto mizo. Ta medresorska skupina, ki sem jo omenjala, bi imela točno to nalogo, da se čim prej na pristojnem ministrstvu preveri, ali so vsi dokumenti zraven, se pravi, je vloga popolna. Če ni, da v parih dneh povejo, kaj manjka, da lahko dopolnimo. Za prvi odsek do Velenja Dars še nima gradbenega dovoljenja. Postopke je leta blokirala ustavna presoja in številni protesti ob izbiranju trase za hitro cesto. Spomnimo, kmetje so večkrat blokirali domače ceste in tudi cesto pred vlado, da bo uničenih 80 prvovrstnih hektarjev kmetijskih polj. Če nekoč hipotetično zmanjka hrane, še vedno lahko zoreš pa pšenico poseješ, z asfaltom smo pa zaključili, tam pa niti več ukopavati, potem 50. 80 hektarov polja, to pomeni 1.350.000 litrov mleka na leto. Na koncu je sicer država vsem, ki so imeli zemljišča in objekte na trasi, izplačala precej odškodnin. Do danes dobrih 61 milijonov za 600 hektarjev polj in 76 objektov. V povprečju so kmetje za hektar zemlje dobili slabih 60 tisočakov, za posamezen objekt pa dobrih 355.000 evrov. Za zadnji del severne trase Slovenj Gradec-Sotiški vrh mejni prehod Holmec pa država nima še niti državnega prostorskega načrta. To podaljševanje rokov iz leta v leto je najmanj nerodno. Smo popolnoma zbirokratizirana država. Pa župan Prevalj, ki je tudi predsednik odbora za novo hitro cesto. Če pa nimaš državnega prostorskega načrta, ne moreš projektirati, ne moreš peljati postopka izvedbe. Nismo računali, da bomo še v tem desetletju se po hitri cesti vozili od Šentruperta do Holmca, pa zgleda, da ne bomo uspeli. Res je, tudi na Darsu priznavajo, da bodo do konca tega desetletja končani zgolj začeti projekti, torej hitra cesta do Slovenj Gradca. Stalno, ko spreminjamo zakonodajo, spreminjamo zaradi tega, da se poenostavi in skrajšajo postopke. Ampak na koncu je rezultat ravno obratni. Ko spremljamo zakonodajo, ta zakomplicira stvari in podaljša roke. Gre za dobrih 31 km 4 pasovnice, na kateri bo kar 26 viaduktov,
8 mostov, 6 predorov, 3 galerije, 4 pokriti vkopi in kar 26 nadvozov in podvozov. Pa tudi novo postajališče z bencinskim servisom in pa nova avtocestna baza. In medtem, ko se postopki gradnje vsaj na nekaterih odsekih severnega dela premikajo, pa gre še počasneje na južnem kraku proti Beli krajini. Prvi del Novo mesto Maline bi se po prvotnih načrtih že moral graditi, a je upravno sodišče razveljavilo gradbeno dovoljenje. Drugi del Maline, mejni prehod Metlika, pa je v fazi izdelave projektne dokumentacije. V Črnomlju se dobimo s Petrom Črničem, nekdanjim direktorjem tamkajšnjega razvojno-informacijskega centra, zdaj lastnikom turistične agencije. Turizem ne raste v vakuumu in je odvisno od lokalnega okolja. Razlagam, nova cesta je pomembna predvsem zato, da se v Beli krajini lahko razvijajo podjetja, ki posledično prinašajo večjo kupno moč lokalnega prebivalstva. Neko destinacijo otvorijo manjša podjetja od gostiln, manjših hotelov, vinarjev, ponudnikov, kanujev, agencij. In cesta nedvomno prinaša večjo industrializacijo, boljša podjetja. Ob prvi krizi bo spet isto, kot je bilo tam v 2010-2011, ko se bo brezposelnost dvignila in bo zelo težko prijaviti kako novo podjetje v Belo krajino. Danes bi se morali, pravi, pogovarjati o razvijanju javnega prevoza, o hitri železnici do Bele krajine, ne šele o vprašanju osnovne cestne infrastrukture. Zdaj videli smo že pri postavljanju bodeče žice ob reki Kolpi, da je država lahko zelo efektivna in zelo hitra, večinoma žal za narobne stvari. Na tem delu gre za slabih 50 km 4 pasovnice, na kateri bo 6 viaduktov, 14 mostov, 2 predora, 4 pokriti vkopi in kar 53 nadvozov in podvozov, pa še 5 avtocestnih postajališč in nova avtocestna baza. Vložili smo tožbo zaradi zgoljufane trase, hitre ceste skozi urbano območje, katere posledice so pač vplivi na naše zdravje. Novo mesto. Civilna iniciativa je s tožbo na upravnem sodišču uspela zrušiti gradbeno dovoljenje za prvi del južne trase. Državni prostorski načrt ni izdelan na podlagi najustreznejše variante, ki je bila predvidena 2,5 km zahodneje od tu, kjer zdaj stojimo. Bistveno je, da je bila izbrana izven urbanega območja Novega mesta. Izbrala jo je stroka. V bistvu ni šlo za prestavitev trase, ampak za opustitev enega dela trase, in optimizacijo v fazi umeščanja te trase v prostor. V civilni iniciativi pravijo, da je bila sprva v naselju načrtovana vzhodna novomeška obvoznica. Ta bi razbremenila promet v mestu, kjer imajo zaradi revoza Krke in Adrie Mobila večkrat prometni kaos. Jasno sicer dodajajo, da ne nasprotujejo ne gradnje obvoznice, ne tretje razvojne osi, a da mora biti vsaka na svoji lokaciji. Lokalna politika vam očita, da v bistvu zavlačujete projekt, ne? Kako vi odgovarjate? Ne bi mogli zavlačevati s projektom, če ne bi bilo z njim nekaj narobe, ne? Ker tudi mi ga ne bi mogli zadržati. Tako da očitno je s projektom nekaj hudo narobe, da se že od leta praktično 2018, ko so se začeli postopki, ne morejo zadeve spraviti čez. Ker sodišče ne spreminja državnega prostorskega načrta, trasa na tem mestu ostaja. Na Darsu so, pravijo, lahko le dopolnili vlogo za gradbeno dovoljenje, na katero pa bo spet možno vložiti tožbo, kar bo civilna iniciativa verjetno tudi storila. Dobar dan. Gremo. Ok, krećemo za Slovačku. Momčilo Bojović doma je v Srbiji, kot voznik za slovengraško transportno podjetje pa dela že 17 let. Vozi po celi Evropi od Slovaške do Španije. Najgora je Češka i Slovenija, ove slovenske ceste. Isto kako idu ljudi na posao, znači na ovom delu od Slovengradca do Velenja, ako ide kamion napred odmah 50 kola, to se stvori gužva, katastrofa. Koliko su vozniki nervozni? Oni sviraju zato, mora da se skloni da prođe, jer ljudi kasne na posao. Najtežje vozi nam kaže v hudi luknji. Cesta je oska, na obeh straneh se dvigajo strmi previsi. To je najožji del, ne? Ovo je najgori del ovdje. Sad idem pogledano gledalo, skroz kamion, prikolica, skroz na levoj strani. Vidim. Vidiš? Skroz ste na unem pasu. Skroz na onom pasu.
Sem tu, ko pride kamion, jaz On mora da stane, da bi ja prošel. Ili ja da stane milijon. 15 minuta bi došlo kad bi imala hitra cesta. A zdaj? A sada ne možete 40 minuta. In seveda eno od ključnih vprašanj, koliko bo vse skupaj stalo. Prvi del severne trase je ocenjen najbolj realno, ker se tam že gradi, slabih 940 milijonov. Trasa do avstrijske meje, cena še zelo okvirna, slabih 700 milijonov. Torej skupaj milijarda in 600 milijonov. Če preštejemo še južni del, Novo mesto Metlika, 670 milijonov. Števec se ustavi na 2 milijardah in 300 milijonih evrov. Če pogledamo težave na tem delu med Slovenj Gradcem in Velenjem, ki jih imamo, je pravzaprav skoraj nemogoče, da bi bila v nekem doglednem času pravzaprav ta cesta lahko celoti zgrajena. 19 let obljub, spreminjanja tras in zamikanja časovnice, pa številne iniciative, tožbe, celo ustavna presoja. 19 let, da imamo na 17-kilometrski trasi zgolj en viadukt in le nekaj začetnih metrov hitre ceste. Farsa, zaradi katere se bodo Korošci še kar nekaj let na zdravniške preglede vozili po nevarnih in zelo slabih cestah. Poglejmo v nadaljevanje oddaje v studiu.